Pozdravljeni. Že kar nekaj mesecev lahko v raznih virih preberemo zgodbe, kako si želijo pri Red Bullu nekako prevzeti tisti program Formule 1 od Honde. Nekaj tednov nazaj smo lahko preberali tudi zgodbe, kako si želijo pri Red Bullu biti pravi konstruktorji pogonskega sklopa v tistem naslednjem obdobju, katero se bo začelo med letom 2025 in 2026. A poglejmo si skupaj, kaj so želje in kaj je realnost. Priznati moram, da sam novicam, ki niso uradno potrjene, ne dajem velike teže. A za nekatere avtorje je prehod programa Formule 1 iz Honde na Red Bull tako rekoč že izpeljana. Manjka tista formalnost, a vseeno mi navdušenci še danes ne vemo, če na primer se bo razvoj pogonskih sklopov res ustavil v sezoni 2022. Želje in politični pritiski, predvsem strani Helmuta Marka in Chrisa Hornerja so, a kake uradne odločitve ni zaznati, vsaj jaz jo nisem. Zagotovo so konstruktorji sprejeli, da bodo razvoj pogonskih sklopov zamrznili leto kasneje, 2023. A seveda obstaja kar nekaj teorij, kako bi lahko Red Bull prevzel tisti material, ki bo ostal po končani sezoni 2021 pri Hondi. Vsaj tako pravijo mnogi avtorji. Zakaj pravzaprav gre? Vkolikor bi se razvoj ustavil, bi lahko Red Bull uporabljal tisti material sorazmerno poceni, vsaj tako navajajo avtorji, kajti ne bi imeli potrebe kakega razvoja novih delov za naslednje sezone. In seveda na papirju ta zadeva je izvedljiva. A problem je, da na papirju je izvedljivo marsikaj, kar v resničnosti ni. Brali smo lahko, da pri Red Bullu bi tudi odkupili od Honde tiste kapacitete, ki jih imajo relativno blizu, to se pravi v Milton Keynesu. A malokrat avtorji pozabijo povedati, kaj se pravzaprav nahaja zraven sedeža Red Bulla. To je več ali manj neki prostor, kjer organizirajo prihod in odhod pogonskih sklopov iz Velike Britanije na Japonsko ter nazaj. Tam imajo tudi tisto minimalno število inženirjev, katero skrbi za pogonske sklope, tako da so bližje tovarni. Struktura obstaja že od sezone 2015, ko je Honda bila partner ekipe McLaren. Torej v Milton Keynesu so več ali manj po naključju, ne zato, ker delajo z Red Bullom v sedanjem trenutku. A problem je nekje drugje. Pogonski sklopi Honde so narejeni v njihovi tovarni v Sakuri, tako imenovani tovarni HRD, Honda Research and Development. Torej v Veliki Britaniji se pravzaprav lahko kaj sestavi, da bi se kaj izdelovalo, pa ne. Torej, zanimivo je razumeti, kako bi pri Red Bullu sploh napravili pogonski sklop, če bi imeli pravico uporabljati tisto intelektualno lastnino Honde iz sezone 2021. Če pogledamo, da pri Red Bullu imajo 2 bolida, pri Scuderii Alfa Tauri naslednja 2 bolida. Če vzamemo v zakup, da vsak bolid na sezono porabi poenostavljeno 3 pogonske sklope,
da se nekaj lahko pokvari, da imamo testiranja, da imamo naprimer še kakšne druge nepredvidene dogodke. No, če potegnemo neko črto za obe ekipi, bi morali biti sposobni sestaviti tam okrog 25 enot. Seveda, Honda bi lahko pripravila 25 blokov in ostalih komponent za prvo sezono in kaj bi se zgodilo naprej? Bi uporabljali pri Red Bullu Hondo kot zunanjega partnerja, kateri bi jim dostavljal dele. Seveda, tisti pogonski sklop se po mojem osebnem mnenju ne bi imenoval Honda, ampak nekako drugače po imenu kakega pokrovitelja. A to ni novost pri Red Bullu. Spomnimo se, da pogonske sklope Renault so enostavno preimenovali v Tag Heuer. Nič kaj takega. Problem je v tem, kak konstruktor bi bili. In zakaj menim, da Red Bull kljub temu, če bi lahko dosegel zamrznitev razvoja, potencialno iz teh pogonskih sklopov ne bi bil sposoben izvleči maksimuma. Zaradi tega, ker kljub temu, da lahko zamrznemo razvoj pogonskih sklopov, lahko razvijemo kakšne druge komponente tega kompleksnega sistema, da se bomo bolje razumeli. Proizvajalec lahko homologira določene dele in govorimo naprimer o bloku, govorimo lahko o odmični gredi, govorimo lahko o turbini in vseh drugih zadevah. Kaj pa goriva in maziva? Razvoj poteka tudi tam, kajti razumeti moramo nekaj, kar nam marsikdaj ne poudarijo v raznih člankih. Seveda, vsi mi smo prebirali razne pompozne sestavke, ker je avtor navajal, da na testni mizi je določen pogonski sklop dosegel naprimer 1000 konjskih moči in kot sam mnogokrat poudarjam, to se zgodi pri enem in istem proizvajalcu lahko tudi večkrat v sezoni. Verjetno avtor pozabi, kaj je napisal. A to sploh ni važno. Problem je, da govorimo o bolidu Formule 1. In tisto moč je treba prenesti na asfalt. Torej, mora iz glavne gredi zadeva iti na menjalnik in nato na pogonski kolesi, kjer pride zaradi trenja do izgub. In pravzaprav najbolj enostavno je doseči dvig moči, tako da se zmanjša izgube. In tu je tista problematika, ki jo malo kdo ni razumel. Razvoj maziv je bistvenega pomena in spomnimo se prav težav pri Red Bullu, ko je bil še v tisti sferi Renaulta. Red Bull v zadnjem obdobju je imel svojega dobavitelja maziv, Mobile 1, medtem ko pri Renaultu so že takrat sodelovali s Castrolom. Torej, na testnih mizah so morali pri Renaultu opraviti dvojno delo, ker se pri Red Bullu niso strinjali z njihovimi mazivi. Znana zgodba. In seveda, sedaj bo kdo izmed vas rekel, saj lahko pri Red Bullu tudi sami razvijajo maziva na testnih mizah. Težava je v tem, da oni nimajo testnih miz, te so v Sakuri na Japonskem. In sedaj, da se bomo razumeli, kaj pomeni biti proizvajalec pogonskega sklopa. V Bixworthu v Veliki Britaniji je sedež tistega oddelka, ki se ukvarja s pogonskimi sklopi za Mercedes. Seveda tam imajo tudi druge programe, kot je naprimer Formula E. Zaposlenih imajo okrog 700 ljudi. Sedaj se poraja vprašanje, ukolikor si želijo pri Red Bullu postati konstruktor pogonskih sklopov, kje bodo dobili 700 ljudi ali 500 ali tudi 400, namreč kadar je ena izmed primarnih dobrin v svetu Formule 1. Kolikokrat ste slišali, da pride do raznih menjav inženirjev, a težko prideš v ta svet ter posledično težko
greš iz njega. Seveda, mnogi bi lahko rekli, da bodo prevzeli tisti kader od Honde. A kader od Honde, kot sem že povedal, mnogokrat se nahaja na Japonskem in le manjšina v Veliki Britaniji. Zato menim, da je ta varianta izjemno malo verjetna. Ena izmed zanimivih zadev, katera se dotika Formule 1, je uporaba biogoriv. Že danes uporabljajo goriva, katera spadajo v tako imenovani razred E5. 5% v celotni mešanici je biogoriva. V naslednjih sezonah želijo vpeljati standard E10, torej z 10% biogoriva, in govorimo pravzaprav o sezoni 2022. Tako pri Red Bullu kot pri Mercedesu se ne strinjajo s tem, da bi uvedli to novost v sezoni 2022. Ni mi znano, zakaj ne pri Mercedesu, a lahko bi sklepal, zakaj tega nočejo pri Red Bullu. Kolikor bi prevzeli pogonske sklope od Honde, bi imeli velike težave pravzaprav pogonski sklop nastaviti na ta nov tip goriva. Po drugi strani vemo, da v obdobju 2025 oziroma 2026 hočejo v Formuli 1 imeti gorivo E100, 100% biogorivo. Gilles Simon, znan genij motorjev pri Ferrariju v obdobju Michaela Schumacherja, je povedal, da že 2023, tam okrog, bi morali biti sposobni take pogonske sklope proizvesti. In seveda, sedaj se vrnemo k Red Bullu. Tudi oni so izrazili željo, da bi postali s tem novim pogonskim sklopom pravi konstruktorji. A sprašujem se, ukolikor jim uspe dobiti kader in seveda infrastrukturo, koliko jih bo to stalo. Poslušali smo kar nekaj mesecev zgodbe o tem, kako oni bi prevzeli tisti program od Honde, ukolikor bo razvoj zamrznjen, kajti ne morejo si privoščiti takega stroška. Sedaj pa se lahko vsak od nas vpraša, koliko stanejo samo plače, 300, 400 ali 500 zaposlenih, kateri bodo ustvarili ta nov pogonski sklop. In tu nisem dal zraven, koliko bo stala infrastruktura, material in druge zadeve. Bistveno bolj poceni je dobiti pogonski sklop na tržišču, kajti cena je politično določena in bistveno nižja od tistih realnih stroškov. A pri Red Bullu imajo, po mojem osebnem mnenju, nekaj drugega za bregom. Ni mi jasno še točno kaj, a to, da bi tako zlahka prevzeli program Honde, se mi zdi iz dneva v dan manj verjetno, še posebej, če hočejo biti uspešni. A o tem se bomo pogovarjali kdaj drugič. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.